Čudovita Manca iz Majrova je bila tole. Hvala lepa, še nas bo spremljala v tem večeru s svojo glasbo. Pozdravljeni predsednik uprave BTCDD, gospod Jože Mermal. Pozdravljeni župan najlepšega mesta Ljubljane, gospod Zoran Janković. Dobrodošli, drage dame, dragi gospodje, ljubitelji umetnosti. Začelo se je pred približno enim letom, ko so trije mladi entuzijasti se srečali z namenom, da bi ustvarili nek lep dogodek kulturnega značaja. Imeli so to srečo, da so tudi sami umetniki, da so kreativci, vedeli so, kakšni so potenciali, hkrati pa so se zavedali tudi manjka, torej tistega, česar jim je v Sloveniji manjkalo, takrat, ko so to najbolj potrebovali. In tako se je utrnila iskra. Družba BTC skupaj z inštitutom Atelier Art Muran International organizira prvi Art Expo Ljubljana v Sloveniji, ki bo predstavljal enega največjih umetniških sejemskih dogodkov v naši deželi. Potekal bo 14 dni, razprostiral se bo kar na 2500 kvadratnih metrih in tu bodo razstavljali več kot 140 umetnikov iz 15 držav. Kaj tak dogodek pomeni za mesto Ljubljana, bo pokazal čas. Ampak najprej me zanima en vizionarski pogled našega župana na to, kaj to pomeni za Ljubljana. Prosim, kar vas vadim. Dobar večer, spoštovani gospe in gospodje. Kot veste, sem ob sobotah tudi matičar in kadar delam poroke in tako držuje, običajno rečem, da to pomeni veliko otrok in pa veliko denarja. In če prenesem na današnji dan, bi najprej zaželel, da bi bilo veliko mladih umetnikov tudi na tem sejmu bodočnosti, pa ne samo v BTC-ju, in pa veliko denarja, kar bi pomenilo, da ima svojo pot. Sicer je pa izjemno zanimivo, kadar se dobijo mladi, ne samo po srcu, pa tudi po letih, ki imajo polno idej, ki so pogumni in začnejo sanjati. Sanjati sanje, ki so nerealne, ki mogoče mislijo, no, to je lepo, da smo kavici, čaj ali čem drugem nekaj dosanjali, ampak žal ne najdemo partnerja, da bi to resničili. No, potem so pa tisti drugi, ki so mladi samo še po srcu, pač imamo dosti kilometrine, in to je moj prijatelj Jože Mermal, ki je ugotovil, da tudi s takim sejmom, art sejmom tu v BTC-ju, na mokrem zemljišču, ki je danes posebej pripravljeno, zato smo naročili dež, da se vidi, da te hoje lahko tudi dela, spoznajo, da tak sejem pomeni tudi dodano vrednost za BTC in pa tudi za mesto. Jaz sem izjemno vesel poguma mladih in pa razumevanja BTC-ja, ki ima vedno razumevanje za take pomembne dogodke, ki na začetku se zdijo kot sanje, potem postajajo resničnost. Meni še ta izziv, čez 2 leti bomo odprli največjo galerijo v Ljubljani, Cukrarno, in mislim, da je zdaj dosti dobra prilika, da celotnim tem sejmom bi mogoče napolnili 1/10 te galerije. Tako da očitno bomo imeli veliko dela in tudi nove prostore za polnitev umetnikov, ki prihajajo. Čestitke na pogumu, mladim po letih in mladim po srcu, razumevanju. Uživajte, jaz bi pa delati prometni red na Kongresni trg. Tako da nekdo mora tudi za to poskrbeti. Srečno in hvala lepa na tem pogledu, ne mi zameriti, ampak predal bom besedo, ko bo prišel na vrsto, ne vem kdaj, županu malega mesta in mojemu prijatelju času Mešanu Ljubljane. Srečno. Hvala lepa za te spodbudne besede, hvala, da ste prišli, ker vemo, kakšne pomembne obveznosti vas danes še čakajo. Naš župan, skratka, tam nekje konec avgusta
smo bili kar malo žalostni, ko se je poletje iztekalo in festival v Ljubljani se je zaključeval in zdelo se nam je, da bomo spet morali dolgo časa čakati, da se bomo lahko družili, da se bomo lahko spoznavali, da se bo dogajalo in da bo zanimivo, ampak ne, ni nam bilo treba prav dosti čakati. Art Expo Ljubljana bo v času trajanja, torej do 1. oktobra, gostil številne koncerte, številne predstave, plesne, gledališke, predavanja, literarne večere, dejavnosti na prostem, bodo prišli tudi še lepši dnevi, slikanje v živo, jogo in še mnogo več. Lahko govorimo o vsestranskem zadovoljstvu, to me zanima in sprašujem predsednika uprave VTC-ja d.d. gospoda Jožeta Mermala in ga vabim na oder. Dober večer, spoštovane gospe in gospodje, dragi umetniki, predstavniki sedme sile. Mislim, da je vseeno kljub dežju izjemen večer pretašnjega, da bodo mladi iz zavoda APTL Murn tole dosegli po temi pogoji. Res smo vstopili skupaj, da smo tole izvedli, da tudi zasekanci in vse tajmo prizorišče zgleda tudi dežju, čarobno, simpatično. Žal ne moramo prižgati oljenk in pa bakel, da bi bilo še lepše, ampak se bomo potrudili tudi kakšen drug večer, ko se bo še marsikaj tudi na tem prizorišču dogajalo in predvsem v BTC-ju, da to uresničimo, kajti mladi in pa vsi ostali umetniki, ki sodelujete teh 14 dni, si to zaslužite in tudi vsi ostali, ki smo ljubitelji umetnosti, ki želimo narediti tudi ne samo v BTC-ju, ampak v Ljubljani in Sloveniji eno vrhunsko umetniško skupnost, da se tudi v tem kontekstu postavimo še močneje na mednarodno umetniško prizorišče, imamo to možnost in skupaj bomo ustavili nekateri moči, kako smo vzele, in pa tudi katalog, ki je izjemen, ki ga se ne bi stanovali v najboljših galerijah v Londonu, Parizu, v New Yorku in pa Tokiju, vsega v pravo smer. Zato res ne vem, da še bolj ne podpremo v širšem smislu tudi iz poslovneži, gospodarstveniki, donatorji, meceni naše umetniške projekte, ki so dejansko vredni globalnega pogleda. Skratka, 14 dni bo izredno vzdušje v BTC-ju, mislim, da tudi v Ljubljani in to, kar smo tudi nekateri že zdaj videli v vseh teh paviljonih, samo čestite vsem razstavljalcem, da ne govorim o pogumu Miha Murna za ekipo, ker me občuduje, da pri 23 letih je ekipa kompletna tako sposobna, da se upa tole na takem nivoju organizirati, je to res nekaj enkratnega, izjemnega, fantastičnega, da imamo takšne entuziaste in takšne optimiste v naši Sloveniji. Skratka, 14 dni bomo uživali v lepih delih, v umetnosti, se družili, nasmejani, dobre volje. Vsem želim, da tudi kupite njihova dela, tudi BTC se bo vključil v takšno akcijo. Sami imamo že v zbirki preko 450 umetniških del, slik, da ne govorimo o javnem prostoru približno 15 raznoraznih skulptur in bo se lahko tudi dobro spoznali v naslednjih 2 tednih. In v osnovi tega, da bo res vse živ, je prav, da večkrat pridemo, se gledamo dela, ki so najbolj všeč in jim damo s tem priznanje, da bodo ta dela krasila v naše prostore, kjerkoli jih že imamo, ali pa bomo podelili tudi kakšnim našim poslovnim prijateljem v Dvini. Lep večer in uživajmo. Hvala. Hvala lepa, res lepo je slišati takšne spodbudne besede tudi od vodilnih, tistih, ki to omogočajo. No, ampak zdaj bomo počasi spoznali vse tri, enega za drugim. Eden teh 3 entuziastov, ki si je upal tvegati, lahko rečemo, in se podati v nekaj tako novega, je gospod Miha Murn, ustanovitelj in direktor zavoda AAMI. In bi vas kar prosila, da se mi pridružite, ker me zanima še kaj, no? Zdaj bomo slišali kaj zanimivega, sigurno. Torej, dober večer, vsi skupaj. Danes je zame, za mojo ekipo, za moje 2 soorganizatorja in soustanovitelja, Nušo Smolič in Dorjana Španzla, en velik večer. Za nami je 1000 ur dela, 1000 ur pregovarjanja, pakiranja celotne zadeve
ampak ta embalaža, končna embalaža darila, ne bi bila nikoli tako lepo zavita, če ne bi imeli tukaj BTC-ja. Tako da, prvo kot prvo bi se jaz najrajš in iz mojega srca zahvalil BTC-DD družbi, gospodu Jožetu Barmalu, gospe Heleni Petrin, gospodu Damjanu Kralju, glavnim akterjem, ki so omogočili celotno stvar, da se je speljala. BTC je tudi družba, ki stoji nam ob strani že od samega začetka. Zraven pri Art Expo smo nabrali torej 142 umetnikov iz 15 držav. Nekako smo se potrudili, da smo tukaj vključili čez 100 firm, 100 podjetij iz različnih področij, ki so nam preskočile v samo izvedbo celotne zadeve. Zraven smo dobili tiskarno Non-Parel, ki se ji sredno zahvaljujemo, gospe Kati Podlitnik, za izdajo kataloga v angleškem jeziku, ki bo izšel po 3 državah, v Pragi, kjer imamo inštitut, in v Hongkongu. Celotna zgodba pa seveda ne bi bila mogoče tudi brez umetnikov, umetniki, ki kreirajo celotno zgodbo. Torej, 142 umetnikov se je odločili, da nam bo zaupali in prvič stopili z nami skupaj in naredili prvi Art Expo Ljubljana. Nam je v interesu, da celotno stvar naprej peljemo, da gremo naprej z večjimi številkami, z več umetniki, z večjo prezenco in tako naprej. Tako da vse to nam bo pa omogočila samo naša ekipa. Tako da prvo kot prvo bi jaz povabil na oder, da se vsem zahvalim in da vse predstavim iz moje ekipe, ki so fenomenalni, vsi od prvega do zadnjega. Tako da najprej prosim Nušo Smolič, če se mi pridruži moja desna roka, vodja vse organizacije dogodkov in vodja komunikacije s strankami. Brez Nuše ne bi inštitut nikoli naredil takega dogodka, kot je tole. Tako da še en aplavz za njo, prosim. Naslednji v vrsti Dorian Španzer. Dorian se je malo kasneje pridružil inštitutu, tudi entuzijast, ki je zraven dal svoj prispevek, kreativni prispevek celotnemu dogodku in dal spet svoj delež noter, da smo vso zgodbo speljali. Je pa nekdo še tukaj, ki je v zavodu že od samega začetka. To je pa moj dober prijatelj Peter Lederer, ki je od začetka z nami, ki je od začetka pomagal vse, kar se tiče tehničnih stvari, ki so ljudje so delali po 1000 ur brezplačno, da smo celotno zgodbo speljali. Tako da en velik aplavz za Petra Ledererja, evo ga, naša tehnična pomoč, evo. Iztok Marenče je advisor za finance pri nam in je tudi pomoč pri zbiranju novih poslovnih priložnosti, ki je omogočil marsikaj od partnerjev in sponzorjev, tako da en aplavz za gospodine. Ne smemo pozabiti na Lenko Vimolovo. Lenka Vimolova je vodja našega češkega inštituta. Na Češkem v Pragi ima svojo ekipo in pele zgodbo, našo platformo tudi na Češkem. Tako da Lenka iz Prage. Ta dogodek tudi ne bi speljali, če ne bi imeli v naših vrstah Neže Cerar, ki je prišla k samo inštitutu pred parimi meseci in je pomagala celotno zgodbo tudi zraven spraviti. Tako da mislim, da je Neža nekje v zadju in pravkar skrbi za celoten potek dogodka. Tako da en aplavz Neži Cerar. Imamo tudi tukaj Vojteh Benado iz Brna, iz naše ekipe iz Češke, tako da prosim, da se nam pridruži na odru. Prosim, en aplavz. Plus Petra Dvoržaka iz Brna, isto iz naše češke ekipe, tako da en aplavz bi prosil. Nina Golob je naša naslednja članica in naslednja članica ekipe, ki je zelo sistematizirana in skrbi za vse naše detajle. Nine danes nažalost ni tukaj, ampak tudi za mno mislim, da je korektno, da en aplavz naredimo. Tako da, danes, današnji večer je otvoritev, ampak kar pride bo v naslednjih 14 dneh.
Z družbo BTC se bomo mi trudili, da bomo tukaj izpeljali največji dogodek v zgodovini Slovenije po kakršnih koli merilih. 50 dogodkov imamo zdaj tukaj tudi napovedanih, pričakujemo še nove, več umetnikov se bo predstavljali. Za družbo BTC smo tudi speljali torej natečaj za slikarje in za fotografe, ki bojo po celotnem BTC-u celotno vsebino tudi kreirali. Art Expo smo umestili na Art Tour, torej na turo po BTC-u. Kot veste, BTC tudi v svoji likovni zbirki si lasti bogato kulturno zbirko, umetnin in tako naprej. Tako da mi bomo probali, da boste vi in mi maksimalno uživali v naslednjih 14 dneh. Vsem se vam zahvaljujem. Naslednjo leto pa se selimo v Hongkong, tako da 4. aprila pa se bomo tam videli, pa gremo naprej, da naredimo kulturo še boljšo, večjo in da pomagamo pri razvoju samih dejavnosti. Tako da en aplavz, ne meni, ampak celotni ekipi in BTC-u. Prosim. Najlepša hvala za besedo. Bravo, kakšni kreativci, res prav lepo je stati na odru skupaj z vami, s takšnimi ljudmi in tudi z vami, čeprav vas ne vidim dobro, po Marilah vem, da vas je dosti, da ste skupaj in da ste z nami. Skratka, naj seče po naših žilah še malo glasbe. Manca iz Zmajova. Ni še konec, še bo prišla, še nas bo začarala s to svojo glasbo. In kot vidite, je ta oder že sam prizorišče umetnosti, tam čisto na koncu že poteka poslikava telesa, skratka stvari počasi prihajajo v vrelišču. Vsem nastopajočim, torej hvala 140 in še več umetnikom, vsem, ki so to leto stali ob strani organizatorjem, teh je bilo kar nekaj, ki so znali podpreti mladost, sanje, entuziazem,
In prihajamo do trenutka, ko bomo slavnostno prerezali trak, ki bo otvoril prvi Art Expo Ljubljana v Sloveniji. Mednarodni Art Expo Ljubljana. V BTC-ju. Zdaj živi 14 dni in se lepo razvija in tudi lepo trguje. Tako, evo, odprtje. Bravo, bravo. Enkratno. Vse za pogub, za dobra dela, dobro počutje, dobro razpoloženje, da bomo uživali in da bomo res tudi prodajno uspešni. Hvala, hvala. Tole pa je zgodovinski moment. Sigurno se bo zapisal in o njem se bo še govorilo. Prerezan je bilo, ne vem, če ste videli, zlatimi škaricami. To je simbolika, ki so ležale na blazinici iz Istanbula, če se spomnimo na včerajšnji dogodek v Istanbulu. Skratka, vse to kaže na dobre stvari, na vse. No, da pa ne vabim sem kot govorce samo moških, je tu priložnost za žensko govorko, ki je enotno prispevala, da danes oživlja ta lep kulturni dogodek. Gospa Nuša Smolič, vodja organizacije dogodkov in komunikacije s strankami Zavoda AAMI, predsednica komisije Art Expo Ljubljana. Prosim. Lep dober večer tudi z moje strani. Prvo bi rada povedala, da sem ponosna in vesela, da delamo s tako ekipo. V težkih in veselih trenutkih je to zelo pomemben, ker stopaš skupaj in vladajo ideje, kreativa in entuzijazem. In v drugi vrsti bi rada povedala, da na isti način za družbo BTC se zahvaljujem tudi jaz. V tretji vrsti pa čestitke vsem umetnikov. Skratka, 142 umetnikov iz več kot 15 držav, se pravi 142 zgodb različne kreative, različne vrste umetnosti. Združili smo od modnega oblikovanja, grafičnega dizajna, interior dizajna, slikarstva, vse vrste umetnosti, skratka z različnih koncev držav. In skratka, veselim se, da spoznam končno tudi živo, da vidimo vaše stvaritve, kreativo, da rečemo v živo. Vse skupaj, kar bi pa rada od Art Expo povedala, je pa to, da sem pač vesela, da smo združili vas naš koncept v en tak velik projekt, kot je Art Expo. Tako da naj živi sodelovanje, naj živi kreativa in ideje. Uživajte! Hvala lepa, brez žensk ne gre, kadar se tiče kakšnih pomembnih stvari. Ja, ko smo se dobila, sem takoj začutila, kako iz njega prav veje tista energija, tisto pričakovanje, tisto vznemirjanje, preden se bo zgodilo. Dobila sva se namreč, da sva se pogovorila o tem večeru, ki se bo zgodil čez nekaj dni. Nič ne more iti narobe, nič se ne more zgoditi, ker oni so šli že tako daleč pred enim letom, ko so si upali o tem sanjati. Ja, težko bi ne ljubil umetnosti, glede na to, da je odrastel ob dveh velikih slikarjih, Rudolfu Španzlu in Viljan Junkovski. Dorian Španzel, kri ni voda, je res? Prosim, da se mi pridružite, to je tisti tretji od 3 entuzijastov, ki so tole vse zamuhali. Prosim. En lep dober večer vsem skupaj. Jaz si bom dovolil nekaj prebrati par misli iz enega listka, ki sem ga pripravil, ker
sem preveč razmišljal in se nisem vsega zapomnil. V celotni zgodovini človeštva ostaja umetnost najtesnejša spremljevalka, uglašena na človekovo občutljivost po nepotešljivi potrebi po lepem. Napredek človeštva spodbuja večna sla po nedoseženem, saj ga nobena uresničena želja ne zadovolji, ampak izziva naprej k novim in novim dosežkom. Nadarjenost in ustvarjalnost, največji človekovi vrednoti, pa je treba razvijati v vseh družbah in časih, ne glede na ovire in nasprotovanja. Negovati je potrebno vrednote, saj so na svetu samo zato, da jih poiščemo in darujemo drugih. Vsak umetnik mora ohraniti distanco do politike. Država ne podpira dovolj ne umetnosti, ne kulture in pozablja, da se oblast nenehno menja, kultura ostane. Zadrega in strah nas v življenju najbolj omejujeta, a če bomo znali zaplesati z njima, si bomo znova upali sanjati. Če pa bomo znali sanjati, bomo dovolili domišljiji prosto pot in spodbudili razmah ustvarjalnosti, ki dviguje obzorja in povzdiguje duha. Morebitni vtis, da se ukvarjamo le s preteklostjo in že videnim, je varljiv. Ukvarjamo se s sedanjostjo in preko nje nagovarjamo prihodnost. Prišel je čas, ko moramo stopiti vzvratno. A to ne pomeni, da smo obupali. To pomeni, da si jemljemo nov, večji zalet za skok v jutri v prihodnost. Prepričan sem, da bo naš dogodek kultiviral ne le nas samih, marveč oplemenitev duha, odprtosti, širine občudovalcev in številnega občinstva na Art Expo Ljubljana. Spodbujamo ustvarjalnost nasploh, ne le v Ljubljani, ampak tudi širše. Z mislijo na goste iz tujine, na naše zamejce, odpiramo nove poti v čarobni svet kreative in kulture. Hvala, srečno. Tole pa je bilo umetništvo. Ni čudno, da je umetniški direktor in vodja Art Expo Ljubljana Dorian Španzal. In še dobro, da se ta dogodek snema, da si bomo, recimo, tudi ta govor lahko še enkrat pogledali. In zdaj trenutek za obdarovanje. Kdo ga nima rad? Umetniška dela, darila družbe BTC-DD, prihajajo strani zavoda AAMI. Torej, v petletnem sodelovanju z družbo BTC-DD smo naredili čez 200 različnih aktivnosti, projektov in dogodkov. Jaz bi se rad simbolično zahvalil z umetniškim delom, ki ga bom predal gospodu Jožetu Mermalu. Še eno umetniško delo čaka družbo BTC-DD. Je pa veliko 2x2 metra in smo imeli danes malo problem, bi jo spraviti na samo prizorišče zaradi vremena, tako da to sliko bojo dobili naknadno. Zaenkrat bi pa jaz rad predal eno izmed mojih del družbi kot poklon njihovi energiji in njihovi sredstvi, njihovi pomoči za vso vizijo, ki smo jo mi sestavili, skupaj z njimi in ki so jo oni v bistvu pomagali spraviti v realnost. Tako da, gospod Jože Mermal. Lepo, svetlo delo za prihodnost. Sem odkole lepo mi rekel, ker to tele bare ponazarejo. Hvala. Ja, uradni del se s tem počasi končuje, ampak se počasi končuje, ampak na oder bi povabil tudi gospod Heleno Petrin, da ji predamo simbolično šopek za zahvalo celotne dobre pomoči in vsega, kar je tudi storila za naš inštitut. Tako da še en aplavz, prosim, za gospod Heleno Petrin. Sami prepričali, s takimi ljudmi, kot je gospod Miha Murn,
vedno poln energije in inovacij in pripravljen delati, ustvarjati z drugimi, ne samo sam zase, ampak vedno privablja, ne odbija. To je res fantastično in fenomenalno in od njega sem se veliko naučila. Hvala, gospod Moren. Vedno privablja, ne odbija. To je misel, ki se velja zapomniti. Vse skupaj se šele dobro začenja. Morda bo teh 14 dni za nekega umetnika odskočna deska. Morda bo za nekoga ta dogodek preloman. To niso majhne stvari. In kjer je dobra umetnost, se rodijo dobre zgodbe. Hvala, da ste prišli in povejte še drugim. Zdaj pa bom povabila še enkrat na oder njo, ki je začela, naj tudi zaključi in potem ostanite tu, kajti za vas imamo pripravljen še koncert, glasba se nadaljuje. DJ Gal Plešnar bo za vas igral dobro muziko. Manca Izmailova, prosim.